Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, v Sloveniji še vlada svoboda, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. V 87. letu starosti je umrl Silvio Berlusconi. Od njega se je na družbenem omrežju poslovil tudi bivši predsednik Republike Pahor, ki je poleg tega, da sta spokojnim kljub političnim razlikam bila prijatelja, opisal tudi, kako je en njegov telefonski klic zadostoval, da je Berlusconi zagotovil slovenski manjšini v Italiji €1 milijon. Kje so časi, ko je bila politika še preprosta in stvar zdravega razuma. Sedaj pa se lotimo 146. oddaje legendarne 6. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali psihiatrija, kaj se dogaja na psihiatriji v Ljubljani. 20 let nazaj je bilo prijavljenih 10 spolnih zlorab, pa jih je bilo 9 res. Danes pa od 10 ne vem, če je ena res, ker je to del nečesa sistema. Bi morala ta izjava odnesti direktorja psihiatrične klinike v Ljubljani in kaj se tam v resnici dogaja, nam bosta povedala. Naš posebni gost, Tone Vrhovnik Straka, in naša stalna komentatorica Lucija Šikovec-Ušaj. Lucija, Tone, dobrodošla v Faktorju. Dobro večer. Večer, hvala. Lucija, dame imajo sicer prednost, ampak če se strinjaš, bi danes dal prvo besedo Tonetu, da pojasnimo našim gledalkam in gledalcem, zakaj je on v bistvu danes gost v naši oddaji. Se mi zdi prav, Tone, da kar ti sam poveš, zakaj oziroma kako ti poznaš psihiatrično kliniko v Ljubljani. Izvoli. Torej, gre za to, da sem jaz pri 20 letih bil tudi pacient v tej isti kliniki. Doživel sem zelo podobne stvari, kot jih doživljajo še danes. Torej, bil sem takrat v neki manični fazi psihoze, priveden tja pod pretvezo, da bom se končno spočil in da bom lahko pravzaprav celo imel svojo sobo. In so me dali takrat so temu rekli mrežna posla. Ja. In me tam pravzaprav eno popoldne zelo na neprijeten način zadržvali. S tem, da pravzaprav, če danes pomislim, jaz sem imel najhujšo težavo s tem, da seveda sem mogel iti na stranišče, kot mora iti človek na stranišče, pa mi tega niso dovolili tam 5-6 ur, tako da sem si mogel pač pomagati sam na zelo ponižvalen in neprijeten način, ki se ga res še danes spominjam. No? Razlika pravzaprav z zgodbami, kot smo jih zdaj brali, ali pa takšnih, kot jih jaz poznam že 20 let, ker te zgodbe pravzaprav niso absolutno nič novega z te psihiatrije. Je pa žal v tem, da so razmere pravzaprav žal hujše, kot so bile leta 86, torej pred skoraj 40 leti, ko sem bil jaz, ko sem doživljal to zadevo. Zdaj namreč človeka enostavno zgrabijo, torej privežejo na poslo, mu nadanejo plenice, kar je po moje za odraslega človeka nekaj skrajno neprijetnega. In potem ti isti moški, o katerih beremo, kako so pretepali ljudi na moškem zaprtem oddelku, na ženskem menjajo plenice, tem ubogim ženskam, ki tam privezane ležijo po več dni pravzaprav. Ne? Poznam zgodbo spred 3 tednov, 4 tednov, ni toliko stara, ko mi je ena prijateljica pravila, kako je njena prijateljica dejansko, kako je uspel to doseči, da ji sestra menja plenice in ne tehnik. Ja. Veste, o tem govorim. Ja, Tone, predno povabo še Lucijo v debato, še 2 podvprašanji. Imaš pa ti tudi nek status zagovornika, ne, se pravi na nek način pravic teh pacientov, skratka poznaš tudi z tega vidika te primere. Res je, torej jaz sem potem nekako par let pred sabo in ljudmi skrival to svojo izkušnjo, potem sem pa vendarle začel nekako tudi kot aktivist delovati in leta 2010 sem v prvi generaciji naredil pravzaprav izpit, izobraževanje in izpit za zastopnika na področju pravic oseb po zakonu o duševnem zdravju. Tega pa nikoli nisem uradno opravljal, ker je enostavno tako, sistem je tako nastavljen, da tega ne bi mogel nihče od zunaj delati pravzaprav. Kar pomeni, da je tako slabo plačano, da to lahko delajo recimo par deklet je z Altre in Šenta in večina deklet je pa pravzaprav z centrov za socialno delo, ki jim to seveda lahko predstavlja eno dodatno funkcijo.
Sam še eno podvprašanje, Tone, a si v času, ko si ti bil v tej ustanovi oziroma tam hospitaliziran, bil tudi sam deležen konkretno fizičnega nasilja? Da, kot rečeno, sem bil najprej zaprt v poslo, potem pa spet je bil en absurden dogodek, verjetno od zdravil, hrane in nekaj takega mi je grozno postalo slabo in enostavno nisem zdržal do umivalnika, mogel sem bruhati in ker mi ni uspel pač prinesti do tja, sem dobil par klofut, da, to so tehniki že v 90-ih letih znali. Ja. Kar strašljivo, ko to govoriš. Lucija, ti pa se v bistvu iz dveh drugih strani srečuješ s podobnimi primeri, ne? Se pravi kot odvetnica v okviru pač svojega dela na sodišču in pa včasih si bila zastopnica pacientovih pravic. Ne? Nisem bila ravno zastopnica, bila sem predsednica komisije in sem obravnavala pritožbe na drugi stopni. Ja. In dejansko sem se srečevala z zgodbami tudi iz psihiatrične klinike. Preboj, da si začel verjeti pritožniku in ne zdravnikom in medicinskemu osebju, ki te je prepričevalo, da gre vendarle za psihiatričnega pacienta, ki mu ni moč verjeti, smo dosegli. Moram reči, da čestitam vsem pacientom, ki so šli to pot, da so se pritožili, ker to ni lahka pot in konkretno vem za psihiatrične klinike, tudi ljubljanska psihiatrija je bila med njimi, kjer smo ugotovili grozne kršitve, torej nasilje in pa ormoška psihiatrija, poniževanje mlade ženske do podobnem smislu, kot je govoril Tone, do tega, da so jo vlekli po hodniku, jo slekli pižamo pri tem in vsi so gledali, ko je bila na pol gola, vlečena po hodniku. Torej bom rekla, da redki so, ki grejo to pot, da se pritožijo. Vsekakor je več nasilja, kot smo imeli mi pritožb, ampak o tem, da se tega ni vedelo. Mi sem pisala odločbe, mi smo ugotovili te nezakonitosti, me ne bo nihče prepričal. Torej, tukaj jaz govorim o tem, da je odgovornost direktorja psihiatrične klinike v tej smeri. Daleč od tega pa, da v smeri zaradi izjave, ki jo je dal, glede... To, ki si mi je tudi jaz povedal v uvodu, ja. Tako, ker ta izjava oziroma podobno izjavo je povedala sodnica Snežna Novak, mislim, da je Delo objavil, njen intervju. Ona je več kot 40 let delala na sodišču v Ljubljani, torej bila je, ne glede na to, da je imela tudi pač neke svoje, bi rekla, posebnosti, muhe, ja, ampak vendarle, se jih imamo resnično vsi, ampak ona je dala izjavo, torej leta pred Zalarjem, da večina mater, ki prijavi pedofilijo, to dela izključno iz razlogov, ker želi preprečiti stike otrok z očetom in ponavadi je največ ovadb danih v mesecu juniju, ker so potem dopusti in to je absolutno znak za sodišče, da prekine oče vsaj stike otroka z očetom. Torej, ta izjava je ena redkih Zalarjevih izjav, ki drži. Ja, paradoksalno ima pa največ težav zdaj ravno zaradi teh očitkov. Kdo se tukaj spreneveda in kdo tukaj zganja nek larpurlartizem, preganjanja čarovnic, torej Zalar bi moral odstopiti iz naslova objektivne odgovornosti zaradi stanja na psihiatriji. To je moje mnenje. V nobenem primeru ta njegova izjava je pa dejansko strokovna, torej eno je upravljanje, eno je pač menedžiranje bolnišnice, ki mu ne gre. Dejstvo je, da bolnica ni dobro vodena in sprenevedanje v tej smeri je nepotrebno. Tukaj je bilo toliko odločb, toliko enih kršitev, kot je tudi Tone govoril, ni nekaj novega. Njegova izjava je pa strokovna izjava, ki si jo pa lahko kot psihiater privošči, ker se dotika njegove stroke. To več nima za organizacijo dela na psihiatriji nič. In ta izjava je zelo verjetno tudi ena redkih, ki drži. Vse do tega bomo še prišli. Tole me zanima, kaj se dogaja recimo s pacienti na ljubljanski psihiatriji, če zavrnejo zdravljenje zdravili? Poznaš kakšen tak primer? Poznam primer, torej jaz sem kot zastopnik, kot rečeno, tega ne delam poklicno. Me pa kdaj kdo prosi, če grem z njim na sprejem in tako me je prosil en prijatelj, ki je bil znamenit
frontman enega benda tudi iz 80-ih in 90-ih. To povem zato, ker bo zanimiv torej bil je ravno tako maničen, ravno tako je imel kar težave. In ko sva midva prišla pač pred tisto zdravnico, je on mirno povedal, torej ona nama je rekla, da tako kot ga ona presoja, bo v 5 dneh že na odprtem oddelku. On je pa rekel, sam poslušajte, jaz zdravil ne bom jedel, toliko, da je to jasno. In ona je rekla, v redu, jaz to razumem. In tako naprej. In jaz sem šel takrat pomirjen domov, po 5 dneh pravzaprav sva se slišala in mi je rekel, lepo si jim pomagal, da so me tako grdo obravnavali. Jaz sem rekel, o čem govoriš, sej koncu, sej si po 5 dneh zunaj. In je povedal, da pač, ko sem odšel in so ga pač preoblekali, stuširali in tako naprej, so ga seveda vprašali, če bo zdaj vzel zdravila. On je povedal, ne, ki je pa ravno, kar sem se spodaj v kleti zmenil, da zdravil ne bom jemal, sem pa miren človek in ne bom povzročil nobenih težav. In so vprašala, se boste upirali? In on kot frontman punk benda iz 90-ih seveda ne more reči, ne bom se upiral, oziroma jasno ne more reči tega. So ga zbili po tleh, mu spahnali ramo in je bil, mislim, da 12 ur privezan na posteljo in seveda medikaliziran, kot se to zgodi. Tako da pravzaprav, veste, teh zgodb je res veliko. Lucija, zdaj mi laiki smo šokirani na nek način, da leta 2023 poslušamo take zgodbe v Sloveniji. Vsekakor po drugi svetovni vojni je bila psihiatrija del nadaljevanja UDBE. To se je vedlo, tudi v zidove psihiatrije ne bi se določeni usmrčeni v dahovskih ali na Godetovih procesih zazidali. O tem so meni razlagali takratni profesori na psihiatrični kliniki, tega si jaz nisem zmislila. Ti pa lahko povem, da je bilo neko zlato obdobje. Slovenija je resnično žal imela eno obdobje enih 20 let. Jaz se spominjam profesor Lokarja, ki je bil velikokrat izvedenec v kazenskih zadevah, ki je bil dejansko, bi rekla, pošten človek, ki se je zavedal, da ni tam zaradi denarja, temveč zato, da pomaga ali na nek način razjasniti, predvsem kazenskih zadevah. Tako da žal profesor Lokarja ni več in žal med psihiatri težko najdeš nekoga, ki ima tolikšno integriteto, kot jo je imel on. Vse pa so. Ja, mogoče, ja. Torej, jaz imam nekoliko drugačno zgodovinsko sliko, pravzaprav. Mislim, da je podobno... Tone, a te lahko prosim, če zadržiš misel, pa si mi vzamemo krajši premor, da te ne bi vmes prekinil, pa nam ti poveš po oglasih, o čem bi Luciji kontriral. Tako da ne nam ujeti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kaj se v resnici dogaja na ljubljanski psihiatriji. Ostanite. Ja, to ne rečete. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno naš posebni gost, Tone Vrhovnik Straka in naša stalna komentatorica Lucija Šikovec-Rušaj. Pogovarjamo pa se o tem, kaj se v resnici dogaja na ljubljanski psihiatriji. Tone, predno smo šli na oglase, si rekel, da se ne strinjaš čisto z Lucijo v tem, da je imela slovenska psihiatrija neko zlato obdobje. Izvoli, nadaljuj. Torej, mislim, da je bilo tako kot povsod po svetu. Torej, v 60-ih letih prejšnjega stoletja so po vietnamski vojni v Ameriki pravzaprav odkrili Prozac in prve antidepresive, v skoraj istem obdobju pa tudi prve antipsihotike. In takrat se je začela pravzaprav industrijska obdelava ljudi na psihiatričnih klinikah, ki traja še danes. Ljudje so se upirali že takrat. Mi imamo Thomasa Saza kot velikega pač psihiatra, ki je prestopil na drugo stran. On je nekako začel kako bi rekel, ta boj. Končuje ga pa nekako Tore, recimo hrvaški lani žal umrli psihiater, ki je pravzaprav pa s hrvaške strani tudi o povsem enakih stvareh govoril. Tako da jaz mislim, da pravzaprav je bilo humanizma, ki je vendarle še vztrajal tudi v tistem povojnem obdobju, konc takrat, ko je dejansko, ko so farmacevtska podjetja prišla v ta boj.
Se bom navezala tukaj, če Izvoli, dovoliš, Lucija, ja, seveda. za zgodbo moje stranke. Jaz sem jo vprašala, če lahko povem, se ne bom povedala o imenih, ampak vendarle, da se naj ljudje zavedajo, kaj se dogaja v psihiatriji. Gre za zgodbo 15-letnega dekleta, ki je brez privolitve šla v spremembo spola. Brez privolitve staršev, reči, ki je pri nas in kaj so potrebna. delali s tema staršema oziroma pač materjo in priženjenem očetu, da rečem tako, na psihiatrični obdelavi. Meni je gospod razlagal, da to je bila najhujši spomin, ki ga ima v svojem življenju, je obisk psihiatrov, ki so vztrajali, da mora otrok spremeniti spol, da ne potrebuje nikakršnega soglasja staršev, da ga morata začeti klicati z drugim zaimkom drugega spola, še predno bo ta, kako bi rekla, transformacija spola zaključena in da zdaj ne gresta domov in ga začneta klicati z drugim imenom in z drugim zaimkom. Skratka, zgodba, ki mi jo je povedal, da od groženj do nasilja, dobesedno nad njima, kot staršema, z očitki, da otroku ne dovolita svobodne odločitve. Skratka, želim, da bi preko te oddaje se Slovenci zavedali, da o tem ne beremo, ampak da to živimo tudi pri nas. Torej gre za spremembe spolov otrok, ki so v najnežnejših letih pubertete, ko se vsi iščemo, ko smo se vsi iskali oziroma se tudi iščejo zdaj otroci, mladostniki, ko imaš 1000 problemov, ko iščeš sam sebe in svojo mesto v svetu in ko ti nekaj ne gre, mogoče misliš, da je rešitev v spremembi spola, kar seveda je nepovratna sprememba. In da tukaj psihiatrija prisiljuje starše, da to sprejmejo, ne da bi poskušala otroku razložiti, da to vendarle ni neka kaprica, da to ni neka želja, kot je sladoled, ko ga boš pojedel ali pa ne. Ali pa skratka, si premisliš na polovici. Se mi zdi zločin, ki ga izvajajo zdravniki v imenu neke novodobne svobode odločanja, ki je neprimerljiv v zgodovini človeštva. In tukaj bi rekel, da v zadnji stoji tudi farmacevtska industrija, ki ne nazadnje dosti služi z raznimi hormonskimi preparati in drugimi zdravili, in da več človek, niti mladostnik, ni vreden nič. Torej, mi, če ne bomo tega ozavestili, da moramo sami nekaj ukreniti, da si damo neko veljavo, da ne bodo vsi pometali dobesedno z nami, potem, mislim, enostavno ni prihodnosti več. In to ni neki science fiction, to ni nekaj, kar se dogaja nekje daleč, to se dogaja tukaj in zdaj. In gospod mi je tudi rekel, da je pripravljen priti to zgodbo povedati. Torej, zgodba definitivno drži. Druga zadeva, kar se tiče psihiatrije, je izvedeništvo, če lahko še to navežem se, ki se ga poslužuje sodišče. Namreč sodniki, bi rekla, vsaj na prvih stopnji, so zelo radi v tisti coni udobja, da se držijo predpisov in pozabljajo na svojo zdravo pamet, ali pa mogoče je sploh nimajo. Torej, namesto, da bi sodnik odločal po nekih izkušnjah, po neki pameti, po neki logiki, se zanaša na mnenje psihiatrov. In napaka, ki je prva ta, da psihiatri so zato ta mnenja zelo dobro plačani. Druga napaka, ki je, da se tudi za stike otrok z starši se postavi psihiater, ali bojo stiki 3 ure popoldne ali bojo 4 ure popoldne, zato plačajo starši tam po 1000–1500 evrov. Potem vidimo, da imajo eni in isti sodniki vedno iste izvedence, kar a priorno vzbuja dvom, v njihovo nepristranskost. Ko izvedenec prebere cel spis, tudi to se mi zdi huda napaka. Izvedenec, če je nek psihiater in če je psihiatrija neka znanost, v kar je sicer močno dvomim, bi moral na podlagi razgovorov, testov, karkoli z ljudmi pride do nekega mnenja. Ne pa, da prebere celoten spis, vse navedbe, vse pričevanja, vse prebere, na kar vidi, kam se sodnik nagiba, se to se da razbrati.
in temu sodniku skuša ugoditi, ker bo naslednjič tudi on spet postavljen za izvedenca in se mu bo tistih 1500 evrov spet luškano zavrtel. Če bi si ljudje malo pogledali na rr.si, koliko poberejo psihiatri, grejo zneski do 100 000 letno, posameznih psihiatrov za izvedenska mnenja, ki so dobesedno prepisana eno iz drugega, včasih sploh ni pravilnih imen otrok, skratka ne upravljajo niti nobenih razgovorov, ali je to polurni razgovor. Torej, namesto da bi sodniki računali na to, da so sodniki, da je na njih, da odločajo, preložijo to odgovornost na izvedenca, izvedenec vidi denar, ki se mu bliža, a ne, in je zgodba pravzaprav za stranke zaključena, lahko negativno, lahko pozitivno, ampak v nobenem primeru pa ne pošteno. In zato bi jaz prvo svetovala, da se a veste, jaz sem imela eno zadevo, ki se mi zdi še vedno nenavadna, da je odvetnik na nasprotni strani sodniku predlagal postavitev izvedenca pravne stroke, da bo povedal, kdo ima zdaj prav. Mislim, ne vem, čemu služijo sodniki, če odvetniki pridejo na idejo, da rabijo izvedenca pravne stroke. To je nenavadno. Tako da bi vendarle resnično, zdaj sem pač več ali manj na koncu, a ne, in si upam povedati to, kar me mori vsa ta leta, to je ta želja sodnikov, da se ne odločajo, ne? Da se jim ni potrebno odločiti. Tako da psihiatri pa dejansko mnenja niso merljiva, ne? To ni, mislim, še gradbeni izvedenci pa je meter pri obeh, a ne, imajo različna mnenja. Psihiatrija je pa sploh. Ja, to ne, kar vklop se, izvoli. Ja, torej, mene veseli, da je gospa odprla to plat izvedenstva in pravnih postopkov, ne. Vedeti moramo, da pravzaprav vsak, ki trdi, da je prisilno priveden v psihiatrično bolnišnico, ima možnost, pravno možnost, da pride sodišče v 24 urah in ga torej in opravi razpravo kar tam na licu mesta. Problem so ravno ti izvedenci, torej, ki so seveda psihiatri, kdo drug bo izvedenc o tej zadevi. In seveda, ker jih imamo 300, jih je vseh v Sloveniji, torej pozovejo neodvisnega, ki pa seveda tamle v sosednji pisarni sedi ali pa v sosednji eni od 6 psihiatričnih bolnic v Sloveniji, ne. In žal je zelo jasno tudi, kakšno bo izvedensko mnenje. Druga stvar pa je, torej pravna varnost pa pomeni tudi, da mora imeti človek odvetnika, ampak ti odvetniki pravzaprav so postavljeni po uradni dolžnosti. In jaz sem bil na 5-6 primerih in sem bil zgrožen, ker jaz sem najprej mislil vedno, da odvetnika ni, ker ni nihče nič vprašal. In se je potem skazalo, da neka oseba sicer je, da pa seveda nima pojma o primeru, nima pojma o teh zapletenih postopkih, ker se ti ljudje enostavno ne morejo pripraviti pravzaprav na to področje in bi se morali specializirati, pravzaprav, da bi res tudi sami znali presoditi, torej ali po 38. členu, ali je ta oseba glede na to, kar tisto osebje tam trdi, dejansko nevarna, bodisi drugim ljudem, bodisi sebi, torej samomorilno ali pa agresivno nevarna, ker samo v tem primeru pravzaprav lahko človeka torej zadržiš na psihiatriji v takšnem, torej brez njegove volje. Ne? A veste, kako to ne? Tudi odvetniki smo imenovani, a ne, oziroma pač dežurni in tako imenovani, in tudi za odvetnike je to zaslužek, a ne. In če si moteč na teh srečanjih s pacientom, kjer je vedno eden in vsak sodnik ima vedno svojega hišnega psihiatra, jaz pravim, ne. In če si ti moteč in se pritožuješ zoper sklepe o hospitalizaciji ali pa postavljaš vprašanja, pa vendarle zakaj je tukaj, pa zakaj ne gre domov, pa ne, si enostavno moteč in čudežno tvoje črke, a ne, nikoli ne postavijo, ne. Mislim, je postavljen recimo nekdo pred mano, ki se piše na S, naslednje se piše na T. Mene enostavno spustijo. Torej, to je ta zgodba, kjer so tudi odvetniki v bistvu na nek način podkupljeni, ne, zato, da bojo nemoteči in da ne bojo delali v dobro pacientov. Torej, nekateri so taki, druge nas preskočijo, ne. To je tako. Ampak zdaj to črno sliko, ne, Tone Lucija, ki jo na nek način tudi danes slikamo v tej oddaji, ali pa vse to, kar smo lahko slišali pa prebrali,
do sedaj o dogajanju na ljubljanski psihiatrični kliniki. Zdaj, a bi vidva rekla, da je to pač problem te klinike, mogoče odgovornih na tej kliniki, ali gre tu v bistvu za neko doktrino slovenske psihiatrije, ki pač taka je, ker jaz se ne bi zdaj rad znašel v koži, ne, pač bolnika, ne, ki recimo ga zdaj čaka kak stik s to ustanovo ali pa s podobnimi ustanovami po Sloveniji, glede na vse to, kar zdaj vemo. Torej, če lahko jaz to rečem, moje izkušnje kot predsednice Komisije za varstvo pacientovih pravic so, da je to pač dejansko psihiatrija kot taka v krizi, da ni to ljubljanska psihiatrična klinika nobena izjema. Recimo, kar se tiče Vojnika, ne, moj oče je bil v domu za starejše v Preboldu. Torej, ko sem jaz prišla na obisk, so vsi na oddelku spali. Ni bilo pa nobenega od zaposlenih. Skratka, in potem ko sem, priznam, podivjala, so mi povedali, da jim pač psihiater predpiše uspavalne tablete in so popoldne že cel oddelek je spal, kjer ga je zateklo. Ali je bilo to na tleh, ali je bilo to za mizo, ali je bilo to na nekem stolu. Mislim, to je bil... Osebje ima pa mir, ne? Osebja sploh ni bilo, enega človeka ni bilo na oddelku. Aljuš, ko to vidiš, si želiš, da bi avion, na katerem si padel dol. Zato, ker ne želiš biti tam. Pa je bil to zaseben dom, ki se je drago plačeval, ampak so šparali na osebju, imeli so pa televizorjev, kakor želiš, na vsaki steni je eno plazmo. Ne? Tako da bi rekla, če jim je psihiater predpisal zdravila, tukaj močna uspavala, da je cel oddelek spal že po dnevi. Meni so rekli naslednji dan, da so bili utrujeni popoldne, da je bilo smučanje ali ne vem kaj. Skratka, potem tudi ta psihiater ni vreden upravljanja tega poklica. In če se ti vprašaš, da bojo neki psihiatri odločali o evtanaziji, potem smo lahko še bolj zaskrbljeni. No? Tako. Če se smem še jaz vključiti. Ja, izvoli. Ja. Torej, meni se pa vendarle zdi, da ni povsod povsem enako, kar pa meni, jaz sem sistemc pravzaprav v življenju in se mi zdi, da je prav, da imamo vsi enake priložnosti, ne glede na to, a nas ena psihoza napade v Ormožu ali pa v Kopru, recimo. Ne? Torej, in recimo jaz ravno tistega leta 10 in še kasneje sem hodenega fanta obiskovati v Idrijo, ki ima sicer neskončno grozno lego, to je en grad tam nad mestom, nekoliko skrivnosten in tako naprej, in velja za celo Primorsko, tako da stanje tam ni najboljše, ampak tam je bil dr. Felc, torej velika legenda tam iz 70-ih, 80-ih let in še kasneje, ki je pravzaprav zelo humaniziral tisto področje in torej, tista psihiatrija vendarle recimo še 2010, ko sem jaz tja hodil, je imela eno posebno hišico, kjer so pravzaprav testno preverjali, ali bi človek pravzaprav potem, ko ga bodo odpustili, preživel sam v skupnosti. Torej, so mu enostavno napolnili hladilnik, pokazali, kako štedilnik dela in ga pustili en teden samo upravljati tam v nekem relativno varnem okolju. Ja, razumem, ja. A veste, to bi bila stvar, torej jaz se tega spominjam še res prav romantično. No lepo, jaz sem ravno hotela reči, da Idrije ne poznam. Poznam Vojnik, poznam Ormož, poznam Ljubljano, poznam Radovljico, ampak ravno v Idriji pa pravzaprav nisem imela nobenega, ne stranke, ne sicer pacienta. Tako da Idrije osebno ne poznam. Jaz bi pa sam še to dodal, zakaj pravzaprav smo lahko toliko bolj zgroženi, enostavno zato, ker Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov, ki pravzaprav, kako bi rekel, vzame pod se tudi ljudi z trajnimi duševnimi težavami, torej ljudi, ki so trenutno v polju, absolutno prepoveduje kakršnokoli nasilje na podlagi overanosti, invalidnosti ali bolezni. Kar pomeni seveda, da so vsa ta zadržanja pravzaprav po mednarodnih kriterijih absolutno nelegalna. Mene veseli, da bo Slovenija ravno prihodnje leto bo poročala v Ženevi, torej Komiteju Združenih narodov, ne? In mi, aktivisti, pravzaprav ne rabimo drugega kot članke iz zadnjih 14 dni prevesti in bo absolutno jasno, da gre za eno barbarsko državico, kjer pravzaprav z ljudmi ekstremno grdo ravnajo. Ampak zdaj, ja, izvolite. Hočem reči, da se je Ustavno sodišče enkrat pred leti razveljavilo zakon o duševnem zdravju. Zdaj mislim, da še niso novega sprejeli.
Gre pa za to, da tudi ljudi, ki ne bi bili duševno bolni, namestijo v zavode, zavodov pa v resnici nimamo. In mladi ljudje so nameščeni v domu upokojencev, med dementne ljudi, skratka brez neke perspektive, da bi jim šlo na bolje, ker tam jim sigurno ne bo šlo na bolje. To je popolno, kot je rekel Tone, razčlovečenje, kjer ima pa psihiatrija absolutno pravico oziroma absolutno v rokah odločitev o tem, ali je sposoben živeti zunaj zavoda ali v zavodu. O tem pač sodniki prepustijo vso oblast, bom rekla, psihiatriji. Ne. Tako da, ja. Ampak zdaj, če jaz malo prevzamem nehvaležno vlogo sicer hudičevega odvetnika, ne? Zdaj ljudska modrost pravi, da v psihiatrični bolnišnici so vsi zdravi. Ne? Zdaj, psihiatri se branijo, pač pacienti so nevarni sebi, drugim, ne, so nasilni, ne govorijo resnice in tako naprej, imajo neke hude duševne težave, so bolni na način, ki ogroža njih in ki ogroža druge osebe in ostale paciente in tako naprej. Ne. Koliko je zdaj tu po vajinem mnenju, tudi v kakšnih konkretnih primerih gre dejansko za ta vidik? Torej, teh ljudi, ki bi bili nevarni, drugim je po moje ekstremno malo. Ja, Jaz sem tukaj celo bolj radikalen od svojih drugih aktivističnih prijateljev in pravim, poglejte, policija ima osamilnice za agresivne ljudi. Torej, tudi človek s psihozo, če je agresiven, naj preživi noč na policiji, tam znajo pravzaprav delati s takšnimi ljudmi. Če bo pa z glavo tolku nekam, ne vem, naj mu pa neko boksarsko čelado za tisto noč dajo na glavo. A veste? Zato po moje nima smisla, da prelagamo te ljudi v psihiatrično bolnišnico in jih tam tole osebje, o katerem beremo zdaj zadnjih 14 dni, pričaka pravzaprav nasilno in tako naprej. Ne? Če se hoče človek pozdraviti, pravzaprav je to absolutno ni v redu okolje, kjer te nasilno napadajo in s teboj nekaj nasilnega ravnajo. Ja. Posebej, če trpi tvoje duševno zdravje že v štartu, ko tja prideš. Še to povem, če si pa samomorilen, ne? A veste, pa sej mi človeku ne moramo ugraditi, kako bo našel nek smisel za življenje. Žal ne moramo tega narediti. Ne? In lejte, že stare raziskave pravijo, da okrog 40% vseh ljudi, ki se ubijajo, torej ki naredijo samomor, je bilo v zadnjem letu na psihiatriji. Kaj to pomeni? Da so jih enostavno tam še bolj zmešali in spustili, pravzaprav. Jaz bi pa opozorila tudi na drug moment, ne, do katerega pa tudi mi vidimo, da so ljudje nevarni okolici, kar vidimo v glavnem v razveznih postopkih, kjer pač matere povedo, da se bojijo partnerja, da se ga otroci bojijo, pa vendarle bodo psihiatri rekli, to pa ne. Tukaj nevaren pa ni. In tako sem imela jaz stranke, ki so mogle voziti 2-3 leta stare otroke k morilcem v zapor, ker je imel vendarle oče pravico, da ima stike z otrokom in mati je mogla dati čez to zgodbo pregledovanja v zaporu. Mislim, to ni ravno luštno, da greš tja. Potem sem imela zadevo, kjer smo uspeli, da so očetov dovzeli roditeljske pravice, torej ni imel pravice do stikov, ampak je bilo to neko društvo, ne vem, Ključ ali Bog pomagi, nekaj je bilo, ki so ugotovili, da pa otrok ima pravice imeti stike z očetom, ki so mu odvzete roditeljske pravice. Ki ni več oče, pravno ki ni več oče in je mogla mama jovo na novo se voziti v dob, sicer ji grozijo denarne kazni. In tudi te kazni so tudi stranka moja tudi po 10.000 evrov plačala kazni. Tako da te zgodbe so zanimive in tukaj bi jaz rekla, da je treba, da ne vem, a je treba enostavno ljudem povedati, da ne more biti vsak tudi ne sodnik, tudi če je bil perfekten pravnik na pravni fakulteti, a ne, da more imeti neko zdravo pamet in da tudi vsak psihiater ne more napisati kar nekaj samo zaradi denarja. Ne bom rekla, da so vsi psihiatri isti, daleč od tega. A ne, eno kost bi hotel, da še uglodamo danes v tem našem pogovoru in sicer reakcija politike na vse to po vajinem mnenju. Ne vemo, javil se resorni minister za zdravje, ki je po svoji stari navadi napovedal, da bo zamenjal vse, ki jih lahko zamenja, in vse ostale, ki jih ne more neposredno
neposredno zamenjati, je pozval k odstopu in javlja se pravosodna ministrica, ki vidi neko lažjo disciplinsko kršitev v izjavah direktorja psihiatrične klinike in proti njemu sprožila disciplinski postopek, ker je hkrati tudi sodni izvedenec. Po vajinem mnenju, je zdaj tu politika pravilno odreagirala, bolj jaha na tem nekem valu nezadovoljstva javnega mnenja ali kaj tretjega? Izvolite. Dam kar gospej. Torej, kar se tiče ministrice za pravosodje, se mi zdi to čist brca v prazno in povsem nepotrebno izpostavljanje. Sem rekla, kar se jaz spomnim Zalarja, profesor Zalarja, bom rekla, je to daleč najbolj pametna izjava, ki jo je dal. In da bo zaradi te izjave... Pa ravno ta Lucija, zaradi katere ima največ težav v profesionalnem življenju. Jaz moram reči, da ko je to rekel, sem rekla, glej, si mogoče pa ni izgubljen primer. No, pa zgleda, da je. Torej, Zalar bi pa moral odstopiti, sam bi moral čutiti, da ni sposoben voditi psihiatrije. Ampak to je pa ta ego. Mislim, zdaj bom pa posplošvala, pa dejansko vsi psihiatri, s katerimi sem bila v stiku, so na ego tripu. Mislim, to je neverjeten občutek, da imajo oni občutek, da imajo uvid v človekovo duševnost in da jim to daje neko moč in neko nadvlado in neko več vrednost. Žali Bog temu ni tako, in mislim, da tukaj bi Zalar moral se zavedati, da je lahko krasen psihiater zaradi mene, ampak kot direktor je pa odpovedal. Kar ni tako hudo, ker fajn je, da imamo čim več dobrih psihiatrov, kakšnega direktorja sposobnega bomo pa še našli. Tone, če bi imeli odgovorni recimo uho zate, kaj bi jim prišepnil, kaj bi jim svetoval? Torej, jaz ne vem sploh, kdo je odgovoren tukaj. Bi pa mogoče to o politiki mogoče navezal na to, tako kot pravzaprav pacienti se ne pritožujejo zato, ker se neskončno bojijo teh psihiatrov. Jaz se bojim, da je s politiki podobno. A veste, vsi se bojimo zdravnikov, vsi vemo, da nam lahko kolen, hrbet, ne vem kaj, pravzaprav lepega dne odpove in bomo v milost in nemilost izročeni tem ljudem. Kaj šele pravzaprav, če pademo v neko hudo depresijo in se pojavi tamle pred nami človek, ki smo ga ravno kot politiki na nek način onemogočili. Zato jaz mislim, da politika zelo previdno zdajle zadej stoji, po moje zaradi tega strahu. Ja, zdaj, Lucija, vidimo zdaj pač, zgodilo se bo, kar se bo zgodilo. Če bo politika zamenjala svet zavoda, bo verjetno svet zavoda potem zamenjal direktorja psihiatrične klinike, če ne bo sam prej odstopil, zaenkrat je rekel, da ne bo. Na nek način ga stroka njegova zdaj ščiti, kar je tudi po svoje razumljivo. Ampak kaj od tu naprej bi recimo ti svetovala? Ti imaš dolgoletne izkušnje tako z pravnega vidika, kot z tega vidika pač pritožb pacientov in tako naprej. Veš, kaj bi svetovala? Moralo pa etiko. Eno čisto tisto poštenje, ne vem, ki je elementarno vendarle vsakemu človeku. Lahko si avtomehanik, pa si moralno sporen, pa boš zaračunaval več, pa ne boš popravil. Lahko si psihiater, pa si moralno sporen. Torej, enostavno bi morali graditi in več dati na neko moralo in na etiko teh ljudi, vsakega od nas. Vsak od nas bi moral poskušati biti najboljši, mogoče mu strokovno to ne uspe, ampak moralno pa vsekakor bi lahko se vsak potrudil. V redu. Čisto za konec, Tone, ti ne jemlješ zdravil, se pa zdraviš. Kako to izgleda? To pomeni, da sva z mojo psihiatrino že 15 let v nekem športnem odnosu. Ko sem jaz recimo bolj v krizi, pa mi ona res predpiše kakšno zdravilo, oziroma mi pove, da bi mi ga predpisala. Jaz grem domov, poguglam, se toliko prestrašim stranskih učinkov in vsega, da potem naslednjič pridem že boljši. Zaenkrat to dela. Evo, se pravi, se da najti način tudi brez kemije, da je človek lahko zdrav in da hkrati ni nevaren niti sebi, niti drugim. Da recimo depresija je stvar, ki jo pa še nisem zmojstoriral, toliko, da bi vedel, da bom naslednjič ven prišel. V redu. Mogoče pa se še kdaj dobimo v naši vdaji, pa na to temo kakšno bolj pametno rečemo. Za danes pa Lucija Šikovec-Sušaj, Tone Vrhovnik Straka, najlepša hvala za vajine komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, kaj se v resnici dogaja na ljubljanski psihiatriji, že 902. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali Loredan mora stran. Kdo je kriv, da minister Bešič Loredan ni še ničesar naredil? Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.